Maša, naš naslednji gost, je že tu in z njegovo pomočjo bomo lahko izstopili iz matrice strahu. Kajti moj gost je Nejc Volarič, ki je podjetnik, mednarodni predavatelj in avtor programov za osebnostno transformacijo, kot so Being meditacija, kvantna transformacija življenja in kvantna manifestacija. Družbi želi pomagati, da dvigne zavedanje in višje vibracije, kar pomeni, da bomo imeli boljše fizično in psihično zdravje, več veselja, lahkotnosti in sreče. Narave in živali pa bo harmoničnega do ljubeznivega bivanja s človekom. Nejc, lepo pozdravljen v studiu. Zdravo, Luka. Kako si? Pa dobro sem, zdaj sem malo tekel semle do studia, sem iskal parkirišče, ampak mi je uspelo. Ja, se zgodi, ne? Tako je pa pri nas, ko je vedno v živo. Ja, in je potem vedno malce bolj sveže. Zdaj, praviš, ne, da smo na prelomnici človeštva, ko stare stvari umirajo in se rojevajo nove in vsak človek ima pravico, da živi srečno, čutno, veselo in zdravo, pa tudi ljubezna, polno življenje. In kako se je tvoja pot v bistvu začela, da si postal učitelj, v bistvu motivator? Kdaj si se odločil, da boš pa ti pomagal ljudem do boljšega počutja, tako psihičnega in posledično tudi fizičnega? Jaz mislim, da se je moja pot začela že mnogo prej, preden sem sam vedel, da se je začela. Namreč, ko sem bil star 9 let, mi je umrla mama in to je bil en tak prelomni dogodek v mojem življenju. A veš, ko se ti kaj takega zgodi, predstavljaj si, se začneš spraševati, kaj je zdaj smisel, kaj je zdaj ok, kaj ni, zakaj sem tle, zakaj nisem tle. In to je bil en tak prelomni dogodek, ki te hočeš ali nočeš potisne na pot osebnostne rasti. Potem pa v bistvu, ko sem jaz končal fakulteto, sem začel podjetniško pot in se začel udejstvovati v podjetništvo. Želel sem uspeti in sem uspel. Ampak potem sem se pa začel spraševati, ok, a je še kaj več od tega? In potem sem začel najprej delati na sebi, ker imel sem veliko materialnih stvari, nisem bil pa srečen. Nisem bil pa izpopolnjen v svojem življenju in vedel sem, nekaj manjka. Neka začimba tukaj manjka. Nek žmoht. Nek žmoht manjka, In potem sem začel delati na sebi in v bistvu meditirati in razvijati v bistvu svojo neko notranjo srečo tudi, In na koncu sem gotovil, da je v bistvu, da če že tokrat delam, da posvetim temu svoje življenje in svoje poslanstvo in še več ljudi opolnomočim s tem znanjem, zato tudi izvajam vse te programe in tako naprej. In jaz se spomnim Borisa Veneta, ko je bil na enem predavanju, ko smo skupaj predavala. Je bil že naš gost. Tudi. Je bil vaš gost, Borisa poznam. In on je rekel, še preden se je ta korona začela, je rekel, v naslednjih 7 letih astrologija kaže, bo največ sprememb po zgodovini človeštva, kadar jih je kdajkoli bilo. In potem se je zgodila ta korona in se v bistvu še dogaja. In jaz verjamem, da pač neke stare strukture se rahljajo in neka nova zavest prihaja. Vsi to čutimo, že prej smo vedeli, nekaj je treba spremeniti, ne gre več tako naprej. Imamo vse, ampak nekaj ne štima, nekaj ni, tako kot si rekel, ta žmoht. In neke druge dimenzije se nam odpirajo. To je velikokrat ne, če smo tudi materialno bogati, zelo nam pa morda vseeno nekaj manjka. In moramo se naučiti biti v bistvu srečni na nek način. Ja. Veš kaj, to izvira zelo, zelo globoko tudi v naše otroštvo. Ko smo mi bili otroci, ko si bil star, pa sem jaz bil star tam 4-5 let, si imel tisto navdušenje v sebi, tisto veselje. Točno si vedel. Življenje spremljal z velikimi očmi. Točno si vedel, kaj ti paše, kje je fajn, kje ni fajn, koliko moraš pojesti, koliko ne smeš pojesti. Skratka, vodil te je ta en notranji vzgib, neka intuicija, šesti čut, kakorkoli to imenuješ. Potem so nas pa postavili v en, jaz rečem, tako malo negativno zapor, v neko vojaško šolo, zdaj pa si tukaj, pred tabo je ena figura, odrasla, tukaj imaš urnik, to lahko, to ne smeš in te postavijo neke okvire in rečejo, lej, to, kar ti čutiš, ni pomembno, zdaj ti bomo mi povedali, kaj je prav, kaj je narobe in tako naprej.
In potem pozabiš malo na ta notranji občutek. Ne? In ravno, ko sem se peljal sem poslušal en intervju z Izo in Samo Loginom, na kak način sta se ona dva to lotevala. In se prav spomnim besed še zdaj, Samota, ki je rekel, more biti veselje pri delu, ne? Moraš biti vesel, moraš biti dober. Ne? In tudi jaz, ko sem se zdaj pripravljal na ko sem se doma, kaj bom zdaj oblekel, ne? A bom obul neke, pa sem si obul one zelo elegantne čevlje, ne? In sem komi hodil v njih, ne? Sem rekel, pa zakaj bi jaz to nosil, če se ne počutim dobro v njih, ne? In potem gre to, da daš življenje. Zakaj bi jaz delal neko delo, če mi ni veselje, če mi ni zadovoljstvo, ne? In to je tista potem notranja duhovna stvar, ko izstopimo iz te matrice pričakovanj ali pa nekih programov, ki jih nosimo že od otroštva, ki so nam bili nekako vsiljeni, to je prav, to je narobe, ampak gremo zdaj ven iz glave pa v srce. Kaj ti čutiš, da je prav, ne? Kaj ti čutiš, da je tista prava stvar, ki jo moraš narediti, ne? Zase in za druge. In to se zdaj prebuja, ta naš notranji otroški občutek, bi lahko rekel, otroška radovednost, otroška ljubezen. Ne? Sej zdaj recimo v času korone, ne, ko se ni dalo hoditi v službe, pa tako je veliko ljudi, se mi zdi, naredilo iz svojih strasti, morda iz svojih hobijev, tudi zaštartalo kakšno poslovno pot, ne, morda so imeli čas, da so se temu lahko posvetili. Tako je bilo kar nekaj uspešnih zgodb, ki smo jih tudi že mi tu gostili. Drugače omenjaš tudi kapacitete telesa do samozdravljenja. Ne. Saj vemo, da telo se lahko samo zdravi, ampak se lahko še bolj zdravi. Kako aktiviramo te kapacitete samozdravljenja v telesu? Ja, v bistvu je tako, da jih niti ne rabimo aktivirati. Ne. To je spet en izstop iz matrice, izstop iz nekih okvirov. Recimo, da zboliš, ne. Kaj se takrat zgodi? Kaj je sploh bolezen? Bolezen ni nič druga kot samo zdravljenje telesa. In narava je toliko inteligentna, da točno ve, kaj narediti. Ne. Ko ti napolniš telo s strupi, boš nekako obležal, ne, po zimi, ko se ne potiš, ne grejo strupi ven iz telesa, nisi toliko fizično aktiven, v sebe pa vse vnašaš mogoče nepravilno hrano, delaš proti sebi, delaš stvari, ki jih ne delaš rad, ki jih ne delaš z veseljem, ne, se zjutraj v ponedeljek ne zbudiš polne energije, ne, ampak spet moram iti v službo. In to vse vpliva na tvoje zdravje. In ko se te toksini naberejo v telesu, kaj telo naredi? Zboliš. Dobiš temperaturo, povišano temperaturo, zato da telo skozi kožo izloča toksine, zgubiš apetit, greš na nek način na post, ne, zato da telo v bistvu predeluje strupe in jih odstranjuje ven iz telesa. In to je en proces samozdravljenja, ki se zgodi avtomatsko. Ne. In če telesu damo prostor, post je ena taka zadeva, ne. Če greš ti na post, se telo samo prečisti. Ne. Tako da v bistvu mi ne rabimo nič narediti, zato da se telo samo zdravi. Mi moramo samo nehati delati stvari, ki telesu preprečujejo samo zdravljenje. V bistvu zadeve v naravi so tako simpli in narava je tako inteligentna, da mi imamo skozi to mentaliteto, kaj moramo mi narediti, da bo nekaj se zgodilo. Ampak bolje vprašanje, kaj moramo mi nehati delati, pa preprečevati v bistvu naravi, da nas sama pozdravi. Na fizičnem telesu je enako in s psiho je tudi enako. Ne? Enako. Nejc, več o tem še, kako lahko lahkotno, veselo in svobodno zaživimo, bova spregovorila še po oglasih. Na hitro smuknemo v oglase, potem se pa vrnemo, le ostanite z nami, kajti z Nejcom imava še veliko zapovedati. No, Nejc mi ima veliko zapovedati, tako da zanimiva tema, ostanite z nami, se gledamo po oglasih. Dobrodošli nazaj v našo družbo z Nejcem Volaričem, ki je avtor programov za osebnostno rast in transformacijo. Se pogovarjava, kako lahko zaživimo bolj lahkotno, veselo, svobodno in tudi, da se počutimo bolj izpopolnjene. Je tako, Nejc? Tako je. Nejc, govorila sva o kapacitetah samozdravljenja telesa, kako dajemo toksine ven, ampak kaj lahko vsak med nami še naredi, naprimer, za svoje zdravje, da se bo bolje počutil? Moramo tukaj morda zamenjati nekakšno slabo navado, manj pitja, manj kajenja, manj mastne hrane.
Rešitev je zelo enostavna. Ne bom rekel, da je to rešitev, ampak nekaj, kar pomaga, je v bistvu vse je frekvenca. To je že Nikola Tesla rekel. Vse je frekvenca, vse je energija, ki vibrira pod določeno frekvenco. Moja beseda je frekvenca, moje misli so frekvenca, okolje je frekvenca. In največ, kar lahko naredimo, je, da gremo v naravo. Tam je visoka frekvenca in je naravna frekvenca človeku naravna. V bistvu mi smo tako naredili, da smo v bistvu živimo v mestu in delčke narave, to se pravi drevesa, postavimo v naravo noter, ampak v bistvu bi mogli biti ravno obratno. Ne? Človek bi mogel sam sebe postaviti v naravo in se obkrožiti z naravo. In to je recimo v japonskih raziskavah ugotavljajo. Ne? Japonci imajo nekaj, kar se imenuje gozdne kopeli. Oni peljejo ljudi za 2-3 dni noter v kopeli in merijo znanstveno, kaj se dogaja v telesu, možganski valovi se umirijo, enako kot pri meditaciji. Lahko bi rekli, da se tudi samo zdravljenje telesa aktivira na nek način. Skratka, v drugih frekvenci smo mi. Ne? Frekvenca je drugačna. In mi se okopamo v teh naravnih frekvencah in dvignejo našo frekvenco, dvignejo našo vitalnost. In to je v bistvu najbolj enostaven nasvet, ne? Da gremo enkrat na dan ali pa 2-krat na dan, pol ure do 1 uro se sprehajati v naravo. Ne? Ker v mestih je nenaravna frekvenca, je veliko enih zvokov, ki hočeš ali nočeš vplivajo na nas. Ne? Ker človek ima 2 prirojena strahova, to je strah pred zvokom pa strah pred višino. Ne? In vsak zvok, tudi če si ga še tako navajen, povzroča nek stres in konstantno hromenje avtomobilov povzroča stres. Ne? In težko je ohranjati neko vitalnost, če si samo v mestu. Ti moraš iti tudi v naravo oziroma biti blizu narave. To je en tak najbolj simpel. Da se nam naravna vibracija povrne nekako, ne, da se z njo spet uskladimo z naravo. Ne. To jaz tudi sam začutim, ne, kadar greš na sprehod v gozd, da pa, ker je narava mirna, ne, si tudi ti bolj miren. Posledično, ne, če nas pa zdaj ne vihta, doleti v gozdu in hodimo in se tam še en hudournik utrga, ne, je tudi potem ta vibracija, ne, je malce straha prisotno, ne, malce bolj stresno, ne, kadar je pa idiličen, lep dan, ne, da kakšen ptiček žvrgoli, šelestenje listov, nas pa pomirja, ne, to je že vsak izčutil. Ne vem, če se kdo počuti anksioznega v naravi, ne, da je živčen, da je Točno to. In rešitve so res ful enostavne. Ne. Recimo, jaz ravno kar sem prišel iz Dunaja, pa bil sem v Bratislavi, ne, in če pogledaš, vsaka od teh velikih palač, ki so imeli aristokrati, ne, kralji, kakorkoli, ima en ogromen park. Ogromne vrtove, ne, Schönbrunn, na primer, ne, pa tako, ne, te lepi vrtovi. Ravno kar zadnjič sem bil v Arboretumu, ne, Volčji potok, ne, ki imajo tudi lep grajski vrt, pa tako, ne, in čisto nekaj drugega. Ne. Tudi vsi ljudje so bolj mirni, ne, bolj sproščeni. Omenjal si, ko sem bral, ne, o čemu se bomo pogovarjala, sem zaznal frazo, ne, se pravi tukaj, kako se že reče, strah, matrica strahu. Ne, in strah je pri ljudeh vedno prisoten, to je bil nekako to čustvo preživetja. Nekako, ne, da smo preživeli, kot imajo vse živali, to prečeno, ampak kako izstopimo iz te matrice strahu, na primer? Ja, Eno je recimo tudi to, pač narava na splošno, ne, kot smo že rekla. Drugače pa, kaj je meni recimo osebno najbolj pomagalo, pa mnogim drugim, pač meditacija. Ne. Meditacija je v bistvu, kjer se ti umiriš in nekako izklopiš se iz tega 3D sveta za nekaj časa, za 10-15 minut. Ne. In takrat si pri miru zapreš oči in se poglobiš vase. In takrat se celotno tvoje telo umiri, možganski valovi se umirijo, tako kot če bi bil v naravi. In dejansko v tem 3D svetu, ker se tvoji čuti toliko umirijo, prenehaš obstajati na nek način, ampak ti še vedno si. Ne? Še vedno čutiš, da si. Takrat se ti začne na tvojem podzavestnem nivoju, ki
nekateri pravijo, upravlja 95% vsega, kar mi počnemo, se začne nekaj spreminjati, se začne ena taka sprememba, ki jo težko opisati z besedami, ne? Težko jo opisati racionalno, ampak se dogaja na teh subtilnejših sferah. In če pogledamo, vsi uspešni ljudje, od Steva Jobsa do Oprah Winfrey, Jima Carreya in tako naprej, kot sem jih jaz raziskoval, so uporabljali neko obliko vstopa v spremenjeno stanje zavesti, vstopa v teta stanje, ne, ali pa v alfa stanje. Hipnoza to uporablja, meditacija to uporablja, tehnika Access Bars, velike teh tehnik. Ne. In tudi, ko si v naravi, se tvoji možganski valovi umirijo in greš v to umirjeno stanje zavesti. In tam se pa potem začnejo te programi, ki jih imamo mi čistiti. V bistvu celotna naša družba bazira na strahu. Ne. Največji vzrok vseh bolezni, kaj je stres? Stres pa ni nič druga kot strah. Ne. Vse bazira na strahu, na strahu, na strahu. Ne. Zakaj? Zato, ker človeka, ki ga je strah, ga je lahko kontrolirati na nek način. Ne. In jaz tudi iz marketinga poznam. Ne. Boljše človeku povedati, kaj bo on zgubil, če tega ne bo kupil, kakor da mu poveš, kaj bo pridobil. Veliko bolj učinkovito je. Ne. In kdo to pozna, človeško psihologijo, lahko to pač lahko tudi izkoristi. Ne. Tako je, ja, res je stres. Veliko preveč ga je v naši družbi. In kot si rekel, ja, takole v mestu se včasih kar težko umirimo. No, saj v centru zdaj Ljubljane vsaj ni motoriziranega prometa, ne, tako da si lahko vdahnemo tudi tamle pod kakšno zeleno krošnjo ob Ljubljanici, ne, majhen približek. Ne, morda je pa še kakšen čaj, pa nastopni. Kje drugače lahko ljudje poiščejo tvoje nasvete, tvojo pomoč? Imaš kmalu kakšno predavanje ali kaj podobnega? Preko Zooma? Ne, daj so tako. V bistvu večina stvari se dogaja na moji spletni strani www.nejcvolaric.com. Potem ljudje me lahko najdejo na YouTubeu, na Facebooku, na Instagramu. Pišem tudi blog, tako da jaz mislim, da tudi zaradi teh blogov, ki sem jih začel pisati, sem bil povabljen tudi v to oddajo, pa bil sem tudi na drugih medijih, no, pa v reviji bom zdaj pa tako. In na blogu potem začenjam tudi svojo spletno oddajo, ki se imenuje Prebujenje 9. Moja prva gostja bo Brigitte Langerholz naslednji ponedeljek ob 20. uri. Tako da v bistvu bomo imeli take tematike, no, bolj duhovne, kako se prebuditi, kako živeti lahkotno življenje, ne. Izstopi iz te matrice strahu, ker večina strahov je umetno ustvarjenih, so koncepti. In je v bistvu matrica, tako kot je v filmu Matrica, bilo vse skupaj umetno ustvarjeno, ampak ljudje niti niso vedeli, da so noterne. Pravo stanje človeka je veselje, je lahkotnost. Če pogledamo enega otroka, to je pravo stanje. Radovednost, da nekaj rad dela z veseljem, da se veseliš. Tako, kot pravijo, odkrite otroka v sebi. Točno to. In zaživite bolj lahkotno. Ja, ali pa če rečemo iz druge strani, odstranimo tiste plasti čebule, vseh nekih laži, ki smo jih dejansko prejeli, pa nekih konceptov, ne, nekih prepričanj in naravno pride ta otrok iz nas. Ne. Nejc Volarič, najlepša hvala za tvoj obisk. Me je prav veselilo, da sva se spoznala. Sem kar malce bolj lahkoten postal, ker imaš dobro lahkotno vibracijo. Ne? Ti živiš po teh načelih. Lahkotno, veselo in svobodno, in prepričan sem, da se bova še kdaj srečala tule v studiu, če pa ne, pa nekje v naravi. Kaj, ne? Točno, Luka, hvala ti. Še kdaj. Mi na hitro v oglase, po oglasih pa, veste kaj, kar spet nazaj do Ivana Cankarja. Se gledamo.